Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa. Pozdrav iz Kidričevega, kjer odpiramo 21. krog prve slovenske nogometne lige, lige Telemach. Aluminij in Koper se bosta pomerila dva ranjena leva. V Kidričevem, danes ga je prvič v začetno enajsterico uvrstil Pevnik, tule pa je zdaj Osuđi ukradel žogo Martiću, Tičić ga spremlja, priložnost za Koprčane in tole bo kot za Koper. Luka Vešner, Tičić je, tudi CGB in Mittendorfer sta se preselila pred nasprotnikova vrata in ravno Mittendorfer je v 4. minuti srečanja goste popeljal v vodstvo in to je prvoligaški prvenec Maja Mittendorferja. Kot Kidričani izenačenju, še brez priložnosti za Aluminij. Gorenak. Zdaj Matić, tole je morda lahko nevarno za gol Jana Koprivca. Priložnost in izenačenje in zgodilo se je ravno tisto, o čemer sem govoril, da je morda danes tisti dan, ko lahko tudi Tom Kljun doseže svoj prvoligaški prvenec. Neverjetno v 19. minuti, zdaj še Tom Kljun. Vešner, Tičić in Omladić. Dvojna podaja s Čustovićem, Omladić strelja! Dober poizkus je bil to Nika Omladića, ki je seveda znan po tovrstnih natančnih in močnih strelih. Tudi tokrat ga je preizkusil. Resnično nekaj hitrejših akcij z ene in z druge strani. Matić strelja, samo s pogledom je pospremil tole žogo Koprivec. Matić pa je zadev prečko. CGB proti Tičiću, uspel je zadržati to žogo Tičić, Omladić. Pa kombinacija z Vešnerjem, Tičićem, predložek, priložnost za Koper in ali je bil to zadetek? Za zdaj se igra nadaljuje, ampak imamo VAR, morda pa bo še kakšna reakcija. Tule mislim, da Jelenič s škaricami atraktivno poizkusil. A on doveze. Priložnost zdaj za Koper, Nkada in Koper je prišel do zadetka v 87. minuti. 2-1, rezervist Timoti Nkada. Koper ponovno vodi, veseli se seveda Aleksandar Radosavljević s svojimi sodelavci, tule pa so koperski nogometaši. Robert Pevnik, noben poraz seveda ni prijeten, če je takšen, ko prejmete gol ob koncu, verjetno še toliko teže vaša ocena tega dvoboja. Pa jaz mislim, dober razen iz kornera, ta nepazljivost. Ko smo dobili ta prvi gol, smo rabili 5 minut, da se malo dvignemo. Potem odlična reakcija, zabili smo gol iz akcije, 1-1, še imeli neki situaciji, da bi lahko rešili zadevo. Mislim, da smo danes Kopra imeli, da si nismo zaslužili poraza, bi pa vseeno rad v Kopru čestitil na zmagi. Se je zgodil en korner, en out. Mislim pa, da tukaj pri avtu treba dobro narediti analizo, ali je bil faul nad našim srednjem branilcem ali ni bil, ampak vseeno mi moramo to boljše odreagirati. Je bil en velik napredek po tekmi z Mariboru, tako da v torek že imamo novo tekmo in treba se skoncentrirati in narediti pozitiven rezultat v Radomljah. Ja, kot ste rekli, v torek v Domžalah Radomlje,
pomembna tekma v boju za obstanek, vendarle glede na današnjo predstavo pozitivno zrete tudi v to srečo. Seveda, jaz sem bil tudi po mojem, vedel sem, da ne moramo dvakrat tako odigrati, tako da tudi danes sem takoj po tekmi sem bil optimist in mislim, da tudi ta rezultat ni realen. Mislim, da moramo biti tukaj bolj skoncentriran, da se bo ta zadeva pri drugem golu dobro pregledala. Moramo biti pa bolj koncentrirani v fazi napada. Sem rekel, pa 1-1, 3, 4, 5 odlične akcije, moramo biti bolj samozavestni in strelo zaključiti napad tak, da moramo ostati pozitivni, se dobro pripraviti na Radomlje, nimamo veliko. Tako da že razmišljamo o Radomljah. Aleksandar Radosavljević, vaša prva zmaga v vlogi trenerja Kopra, pravijo prve, ne pozabiš nikoli. Ja, lepa zmaga. Fantje so dali res maksimum svoj in mislim, da smo bili celotno srečanje boljši, tako da bi lahko tekmo že prej rešili v našo korist. Na koncu smo jo rešili 5 minut pred koncem in sladka, lepa zmaga. Ja, videlo se je, da napadate to zmago, da si želite, kot ste dejali že pred začetkom tekme, tega popolnega izkupička. Vaš predsednik je na novinarski konferenci že pred začetkom drugega dela izpostavljal ta faktor sreče. Zmanjka vam je proti Radomljam, se vam je danes na nek način vrnilo s tem zadetkom v zaključku tokrat? Pa dobro, jaz bi rekel tako, da v športu na dolgi rok, če delaš dobro, pošteno, se tudi rezultati pridejo, tako da na nas je, da delamo naprej, dobro, pošteno in jaz verjamem tudi, da bo rezultati prišli. Zdaj pa Mura v sredo, koliko lažje bo zdaj delati, pripraviti ekipo po tej zmagi? Normalno, da je po zmagi boljše vzdušje v garderobi in predvsem iz tega vidika ta tekma danes ni bila enostavna, ko smo prvo izgubili, tako da z dobrim vzdušjem zremo v prihodnost pozitivno. Tom Kljun, najprej beseda dve o vašem prvem golu, v 55. nastopu ste ga dosegli. Koliko pritiska, tu sem vprašal že maja, ste si nadeli zaradi tega, ker ta prvi gol nikakor ni želel priti. No, danes pa ste ga le dosegli. Ja, evo, dolgo sem čakal res na to. Želel sem si dolgo časa, pa evo, upam, da se zdaj odpreno, da se tako nadaljuje. Tudi sam sem vas nekako med prenosom malce pozval k temu, ko je tudi Mittendorfer dosegel svojega prvega, ampak zadetki so eno, točke pa nekaj drugega. Danes je Aluminij ostal brez točke, zadetek, ki ste ga prejeli ob koncu, razočaranje zdaj v slačilnici precejšnje. Pa ja, evo, spet se to dogaja, odigramo dobro tekmo, pa na koncu nam malo zmanjka, ampak evo, mislim, da na tem, da smo dobro tekmo odigrali, moramo graditi za naprej, probati pa začeti tudi nabirati točke. Bolj bi bil vesel, če bi danes gol pripomogel, da bi dobili kaj točk, ampak se vidi. Že v naslednjem krogu, v torek, ko boste odprli 22. krog proti Radomljam, vas čaka torej zelo pomembna tekma v tem boju za obstanek, morda še beseda dve o tem? Ja, tja bomo šli na zmago, zelo pomembna tekma, vredna 6 točk, tako da moramo iti res na zmago, po vse točke. Maj Mittendorfer, čestitke tako za zmago, kot tudi za vaš prvoligaški prvenec v 60. nastopu. Verjetno se tudi za vas osebno danes ni moglo razplesti bolje. Ja, najlepše je zadeti gol in tudi zmagati. Dobro, da smo dali gol v zadnji, na koncu tekme. Celo tekmo smo se trudili ta gol dati, ni šla not. Na koncu nam je uspelo in smo srečni, ampak moramo boljše igrati. Karakter smo pokazali, ampak boljšo igro moramo tudi pokazati. Tudi vi osebno ste dolgo čakali tega prvega, v prvi ligi ga le dočakali, torej v 60. nastopu ste si že sami pri sebi, čeprav ste branilec, že ustvarili kakšen pritisk zaradi tega? Ma ne, nisem pritisk, samo sem rekel, da grem danes zabiti gol. Včeraj sva se z omladičem tudi hecala. On je rekel, da vam dal danes gol, jaz sem rekel, da sem ga sanjal in to se je tudi zgodilo danes. Krasno. No, zdaj pa vas v sredo čaka Mura. Koliko lažje bo zdaj, kajti bili ste v rezultatski krizi le 1 točka v 6 krogih, koliko se je to v klubu čutilo in kako lažje bo zdaj v sredo odigrati z Muro doma? Ja, bila je stiska, ampak na treningih smo trenirali dobro. To se tudi danes pokazalo in nas nagradilo. Zdaj pa v Muro spet na 100%.